ogromno čokolade, fina marelična marmelada s rumom. Ja, rumom. Katera torta mislite, da je to? Če ste pomislili na zahrco, ste pomislili prav. Danes jo bomo spekli in dajmo si pogledati kar recept. Za začetek jajca ločimo na rumenjake in beljake, čokolado pa stopimo nad vodno kopeljo. Zdaj se pa lotimo biskvita. Najprej v mešalnik dodamo maslo, ki smo ga segreli na sobno temperaturo. Maslo začnemo stepati in mu postopoma vmešavamo sladkor v prahu. Stepamo ga toliko časa, da postane puhast in bele barve. Na koncu masleni kremi dodamo še rumenjake, tudi te dodajamo postopoma. Prilijemo še vaniljo. In ko je premešano, nežno z lopatko vmešamo še čokolado. Beljake stepemo in jim prav tako postopoma dodajamo sladkor. Dodamo še malce soli in jih stepemo v trd sneg. Ta sneg pa potem nežno s spatulo vmešamo v maso za biskvit. Izmenično vmešavamo sladkor in beljake, dokler ne porabimo vsega. Takole izgleda biskvit, tik preden ga bomo dali peči. Vlijemo ga v model za torto in ga pečemo slabo uro pri 170 stopinjah Celzija. Potem pa pustimo, da se popolnoma ohladi, ga odstranimo iz modela in ga razrežemo na polovico. Še prej pa odstranimo kapico, če se nam ta naredi pri peki biskvita. Lotimo se še marmeladnega preliva. Uporabimo marelično marmelado, ki ji dodamo nekaj ruma in to fino pokuhamo. Z mareličnim prelivom zdaj razmažemo celo torto. Najprej prvo polovico biskvita. Nato nanj položimo še drugo polovico biskvita in tudi tega v celoti, po vrh in ob straneh premažemo z mareličnim premazom. Ko je torta obmazana, jo malce ohladimo, vmes pa pripravimo čokoladni preliv. Zmešamo sladkor in vodo, segrejemo do vretja, tako da se sladkor popolnoma raztopi. Nato pa temu sladkornemu sirupu dodamo še čokolado. Mešamo toliko časa, da se čokolada popolnoma raztopi v sirupu. Ko je sirup še vroč, z njim prelijemo biskvit. In zaher torta je pripravljena. Postrezite jo s kepico smetane in uživajte. Pa dober tek!